Svetovni dan voda, vsako leto zapored ga obeležite v Mariboru z pestrim programom, ki je namenjen tako rekoč vsem občanom in občankam, pa tudi verjetno obiskovalcem od drugod, da lahko spoznajo tudi na nek način, kaj sploh pomeni zdrava pitna voda, kaj moramo storiti za to in seveda vse ostalo. Pravzaprav s kakšnimi aktivnostmi in kako ga boste obeležili tokrat? Namen tega dne je pač opozarjati ljudi predvsem na to, kako pomembna je pitna voda in da to ni nekaj samoumevnega, da takšno zdravo pitno vodo imamo, seveda, da je treba torej z njo ravnati gospodarno in da je potrebno varovati. Vsako leto je pač problematika aktualna in letošnja tema so odpadne vode in na našem uradu smo tudi letos pripravili krožno pot, ki jo organiziramo za osnovnošolce. Je pa v bistvu naslov te krožne poti od pitne do odpadne vode in v bistvu osnovnošolci spoznavajo ves ta krog, se pravi v bistvu od pitne vode grejo na vodarno, potem pa grejo tudi na čistilno napravo, da vidijo, kako se tam pač tretirajo oziroma ravna s temi odpadnimi vodami. Vemo, da tudi na Mariborskem vodovodu vsako leto pripravite nekaj aktivnosti, prav tako tudi v Aqua Systems Maribor. Kaj torej nas čaka? Torej, kar se tiče črpanja vode, lahko rečem, da smo v lanskem letu Mariborski vodovod načrpal 13 milijonov pa 347 tisoč kubikov pitne vode. To smo distribuirali okrog 220 tisoč prebivalcem tega severovzhodnega dela Slovenije. V lanskem letu smo tudi skupaj z Nacionalnim laboratorijem za prehrano in živila torej naredili vrsto analiz, okrog 2200 analiz pitne vode. Lahko rečem, da seveda po letnem poročilu, ki je bilo strani zavoda narejeno, je voda kvalitetna, zdrava in primerna za uživanje in v bistvu lahko, bi rekel, naše uporabnike, naše občane, prebivalce v bistvu na nek način seznanimo s tem, da pijejo zdravo in kvalitetno pitno vodo. Mi vsako leto v Svetovnem dnevu voda naredimo vrsto aktivnosti. Ena je seveda čistilna akcija na območju Vrbanskega platoja, kjer načrtamo največ pitne vode, potem seveda imamo dan odprtih vrat, to je 22. marca. V petek in v soboto ta teden bomo imeli vrsto aktivnosti. V Qlandii v bistvu predstavimo delovanje, torej vrsto socialnih ustanov jo varovanci slikali, torej slike v bistvu z tematiko voda. Mladi in najmlajši bodo peli na temo voda, iz gimnazij bojo recitirali pesmi na temo voda in tako v bistvu zaključimo ta mesec marec z vrsto aktivnosti. Kaj pa pri vas? Imate pomembno nalogo pri čiščenju odpadnih voda. Kaj pravzaprav to pomeni? Ja, letos je to za nas še posebej pomembno, zaradi tega, ker je tema letos z naslovom Zakaj pitna voda? Seveda vsi vemo, da nekako smo se priučili zadnja leta, da je treba pitno vodo smotrno porabljati, da pa je tu potreben en velik vložek na eni drugi strani, se pravi na varovanju rezerv vodnih. Se pravi, da moramo očistiti odpadno vodo, predno odteče v naravne vodotoke in v podtalnico, ker naravni vodotoki in podtalnica so dejansko tiste dinamične rezerve pitne vode, ki jo Mariborski vodovod veselo črpa. Jaz bi povedal še to, da globalno gledano je 80% vseh odpadnih voda, ki jih civilizacija na našem planetu spusti v naravo, neočiščeno. To hkrati pomeni, da približno 25% vode, ki je v uporabi strani prebivalstva na svetu, je onesnažena s fekalnimi bakterijami. To pomeni hkrati, da je tu obolevnost za kolero, tifusom, otroško paralizo in temi nevarnimi boleznimi, ki na svetu še zdaleč niso iztrebljene. Kaj mi počnemo na ta dan? Mi že od leta 2006 udejanjamo, bi rekel, ta naš projekt ozaveščanja lokalne skupnosti o pomenu čiščenja odpadne vode. Jaz verjamem, da od leta 2006 pa do danes, do leta 2017, Mariborčani zdaj že vejo, da v Mariboru imamo čistilno napravo, ki odlično skrbi za odpadne vode mesta Maribor. Lansko leto moramo z veseljem povedati, da čisti tudi odpadne vode občine Miklavž Hoče, Dupleka,
Hoče Slivnica, Miklavž na Zalskem polju in pa Duplek. Hočem povedati to, da pred letom 1998, oziroma takoj po podpisu koncesijske pogodbe, je mariborska občina razpadla na več manjših občin, satelitskih, in da je trajalo kar nekaj let, da so se te občine reintegrirale v našo prispevno območje. Se pravi, mi letos dejansko z veseljem obeležujemo ta 22. marec, svetovni dan voda, in smo zelo veseli tega, da se dejansko vso to prispevno območje mesta Maribor reintegriralo in da postopoma pričenja vtekati v CČN Maribor vsa voda, ki je bila predvidena, da se čisti na čistilni napravi. Še enkrat, če pridem na to vaše vprašanje, mi bomo letos seveda spet imeli dan odprtih vrat, bomo imeli tudi, izvajali bomo projekt Varuj svojo kapljico vode, ki ga izvajamo že 11 let. 22. marca mi vsako leto beležimo obisk okrog 600 do 1000 ljudi nas obišče, tudi letos bo tako. Letos smo se fokusirali tudi na medgeneracijsko povezovanje, se pravi, da poleg otrok, ki nas obiščejo z osnovnih in srednjih šol, vabimo tudi starejšo populacijo neaktivno. Se pravi, 22. marca med 13. pa 14. uro so vabljeni vsi, ki jih zanima delovanje čistilne naprave in da se dejansko srečajo z fizično izkušnjo tega, kaj se pri nas dogaja. Nekako rezultati analiz dokazujejo, da imamo oziroma da je v Mariboru zelo dobra, kakovostna pitna voda. Se pravi, ogromno procesov je tukaj potrebnih, ogromno nekega dela. Pravzaprav zakaj in kako to lahko podkrepite, da to zares to dejstvo drži, da imamo dobro kakovostno pitno vodo v Mariboru? Torej, vsaki dan na mariborskem vodovodu načrpamo med 35 in 45 tisoč kubiki vode, torej dnevno tudi do 100-110 analiz pitne vode se naredi mikrobiološko in kemijsko analizo in hkrati še okrog 5000 meritev drugih vrst, torej smo naredili v lanskem letu, tako da dnevno, torej da ne rečem v urah, spremljamo stanje kvalitete pitne vode z strokovnimi službami, torej mi smo seveda nacionalni laboratorij v bistvu kot najbolj usposobljeni inštitut v državi v bistvu dejansko pridobili za izvajanje teh analiz. To stane, bi rekel, nas uporabnike okrog 250 tisoč evrov, tako da lahko rečem, da nesporno, torej, da vso to vodo, ki jo uporabniki dobimo, je kvalitetna in primerna. Torej nismo imeli nobenega kemijsko neskladnega vzorca, kar je seveda dovolj, da lahko rečemo, da seveda uporabnike, da ne rečem, torej v vseh teh tudi večjih inštitucijah, kot so šole, vrtci, kjer se seveda zbira večje število ljudi, torej lahko uživajo in pijejo varno in zdravo pitno vodo. Mi imamo nameščeno še po mestnem jedru preko 50 pitnikov na tekočo pitno vodo, zunanjih pitnikov in seveda to je del naše družbene odgovornosti, da to, bi rekel, tekočo pitno vodo približamo čim širšim krogom ljudi. Če lahko morda naštejemo 4 parametre, ki določajo kakovostno pitno vodo v Mariboru, kateri so tisti najbolj vidni, ne vem, ki se merijo, recimo vemo, da na nek način že tisto, kar vidimo, da voda ni umazana, da je čista, bistra, zagotovo, še morda kaj drugega. Torej, seveda, velikokrat uporabniki drugače gledajo v bistvu na vodo kot pa strokovne službe. Seveda, uporabnike včasih moti, da je voda morda bela, da je voda morda rjavkasta. Torej, seveda, velikokrat je problem tudi v internih hišnih inštalacijah, kar seveda mi potem z vsemi temi analizami in pri vzorčenju vode pri končnih uporabnikih potem dejansko tudi ugotavljamo, ali je problem nastal v samem vodovodnem sistemu ali pa v internih hišnih inštalacijah. Velikokrat je potrebno seveda tudi doma, v lastnem stanovanju, v lastni hiši nekaj narediti, zamenjati mrežice, vodo morda tudi spustiti, kdaj, ko prideš dlje časa, ko si recimo odsoten, in v tem primeru seveda uporabniki velikokrat odreagirajo prehitro. Če bi naredili, vsak svoj del dela, na ta način bi potem tudi seveda lahko, bolj bili množično zadovoljni. Generalno pa seveda, vsa ta voda je dnevno, da ne rečem tako, v bistvu kontrolirana in to lahko tudi strani zavoda in seveda strani strokovnih služb Mestne občine Maribor potrdijo, da teh težav seveda v našem sistemu, ki je največji v državi, nimamo. In verjetno to tudi zagotavlja redni monitoring, ki ga že v Mariboru zagotavljate oziroma izvajate 15 let.
Ja, res je. Torej, emisijski monitoring tal, podzemnih in pa površinskih voda se je začel izvajati v Mestni občini Maribor že leta 2001. Torej, v lanskem letu smo obeležili 15 let in ob tej priložnosti bomo izdali tudi eno zloženko, v kateri bodo pač te analize in pa tudi rezultati podrobneje razloženi. Namen monitoringa je v bistvu preventiven, to se pravi, mi ugotavljamo dejavnike, ki bi lahko potem kasneje vplivali tudi na kvaliteto pitne vode. V ta monitoring je vključenih 13 občin, v bistvu sofinancira ga. To so občine, ki uporabljajo tudi vodo iz sistema mariborskega vodovoda, ne? In pa na podlagi teh različnih meritev, trendov, ki jih ugotavljamo, potem mi lahko načrtujemo tudi ukrepe, preventivne ukrepe v bistvu. Ugotavljamo pa, da se je v bistvu kvaliteta tudi teh površinskih in pa podzemnih voda izboljšala. Se pravi, da so recimo nitrati, ki so bili na začetku meritev dokaj problematični, da so trend je v upadanju, tudi nekateri ta sredstva za varstvo rastlin so v upadu, se pa pojavljajo tudi nova onesnaževala, ki jih pač določamo. V zadnjem času na primer ugotavljamo tudi, da so nekatera zdravila, da se pojavljajo v podtalnici. To pa je posledica ravno tega, kar smo se prej pogovarjali, da je še velik odstotek odpadnih voda, torej ni priključena kanalizacijo, ampak imamo to pač greznice. Torej, z številnimi aktivnostmi, z vsemi informacijami boste nekako ob tem svetovnem dnevu voda še bolj ozavestili občane, kako skrbeti za zdravo pitno vodo. Morda še kakšen napotek ali pa kakšna misel ob tem, kaj želite prenesti nanje? Naš slogan na CČN Maribor je, da vodi vračamo življenje. To se dogaja dobesedno. Se pravi, mi odpadno vodo prečistimo in jo nasičeno s kisikom vrnemo v naravni vodotok. Rad bi povedal še to, da je CČN Maribor res v odlični tehnološki kondiciji, saj že od leta 2004 vodo primarno, sekundarno in terciarno očistimo. Terciarno posebej poudarjam zaradi tega, ker terciarne stopnje čiščenja nima niti prestolnica Ljubljana. Se pravi, oni so še v fazi priprave projektov in priprav na izvedbo te investicije, mi pa v Mariboru to stopnjo zagotavljamo že od leta 2004. Govorimo o popolni odstranitvi fosfatov in pa nitratov. To je tudi po zakonodaji ne več nadstandard. Leta 2004 pa smo bili edina naprava čistilna v Sloveniji, ki je to zagotavljala. Pozvali ste me, naj pozovem Mariborčane k temu, da skupaj vodi vračamo življenje. Hočem povedati to, da odpadna voda je potencial pridobivanja energije in reciklaže. Iz odpadne vode na dobro tehnološko opremljenih čistilnih napravah je torej možno pridobivati elektriko, bioplin, biopremog, gradbene materiale. Vsi ti potenciali v Mariboru se še vedno niso izkoriščeni. Zakaj? Zaradi tega, ker se v stranične školjke oziroma v kanalizacijo odlaga ali pa spušča hrana, odpadna hrana, ki tja ne spada. Lahko jo ločimo, pa je potem vir reciklaže za kompost, za biodizel. V kanalizacijo se spušča odpadna olja iz gospodinjstev, ki imajo enak namen, se pravi, če bi jih ločevali, bi imeli en dodatni vir energije, biodizel. V kanalizacijo ne spadajo tekstilni odpadki, ne spada, se pravi, umetne mase, tudi tekstil je možno reciklirati, umetne mase enako, pa še motnje povzročajo v procesu čiščenja. Tako da Mariborčane pozivam, poleg tega naj v stranične školjke ne mečejo tudi zdravil, topil, raznih čistil. Te zadeve potem skozi odpadno vodo, ki do te stopnje ne more biti prečiščenja, se vračajo v naravo in so vir polucije za živali, pa tudi prebivalstvo. Tako da še enkrat Mariborčane in Mariborčanke pozivam, da skupaj vodi vračamo življenje, da vse te zadeve, ki sem jih omenil, nekako ustrezno odlagajo.
Torej vse strokovne inštitucije, bi rekel, od izvajalcev gospodarskih javnih služb v Mariboru do seveda strokovnih sodelavcev na občini. Lahko rečem, da v zadnjem desetletju je bilo narejeno vse, torej kar je bilo strani države, strani direktiv Evropske unije, da seveda varujemo vodo kot nek naravni vir. Na koncu smo lansko leto vodo, torej kot ustavno kategorijo vpisali v ustavo in seveda lahko rečem, da mariborski vodovod distribuira torej okrog 80% vode, brez da dodaja karkoli sami vodi, torej uporabnikov. Neposredna uporaba pitne vode brez kakršnikoli dodatkov, ali je to klor ali kakšna druga UV žarčenja. V tem primeru seveda lahko, bi rekel, naši uporabniki so prepričani, da je ta voda dovolj kvalitetna in seveda primerna za rabo. In seveda ključno je, tako kot je bilo rečeno, varovanje vodnih virov. Če varujemo vodne vire, če v bistvu torej ne odlagamo, ne torej škodujemo podtalnici, potem lahko seveda pričakujemo, da bo ta voda kvalitetna. Je pa v zadnjih 30 letih trend torej, da je seveda kvaliteta vode bistveno boljša, kot je bila v preteklosti. Torej, ko so bila ta industrija bistveno bolj izrazita, ko je bilo bistveno bolj intenzivno kmetovanje in seveda včasih niso tako varovali vodne vire kot danes. Teda lahko rečem, da seveda kvaliteta vode se z leti dviguje, seveda to so normativi, standardi, ki jih Evropska unija zahteva, tudi država Slovenija tu zelo stroga, kar se tega tiče. Veliko standardov, omejitev, ki jih imamo, so nad evropskimi, v tem primeru seveda je to dovolj, kaj bi rekel, neka kakovost, neka garancija za to, da bomo tudi bodoče našim potomcem pustili zdravo in kvalitetno pitno vodo. Še imate kaj vi za dodati? Vabimo samo občane, da se udeležijo teh aktivnosti, ki smo jih pripravili ob Svetovnem dnevu voda in da pač skrbijo za to, da bo voda ostala takšna, kot je.